V register Slovenija donor morebitnih darovalcev krvotvornih matičnih celic sem se pravzaprav vpisala že od samega začetka registra. Kar več se nas je vključilo v register. Seveda nam je bilo pa vsem jasno, da če boš poklican, da je pač potem se treba odzvati. V register sem se vpisala leta 2006, ko je zbolel za levkemijo naš družinski prijatelj. Prišla je pač pobuda, da se bi prijavili v register in smo se zbrali, 53 nas je zbrali in smo šli v Maribor na odvzem krvi. Eni znanci so imeli bolano hčer, pa se je naredila dokaj velika akcija. Krvotvorne matične celice sem darovala leta 2006, januarja. To je bilo približno 10 let po tistem, ko sem se vpisala v register. So me poklicali Slovenija donor, ker sem v ožjem izboru o ustreznosti za krvotvorne matične celice. Mislim, par sekund razmišljal, zakaj se sploh gre, ker sem dejansko pozabil na to stvar. Pol pa sem rekel, da seveda sem pripravljen in da ni nikakršnih problemov, če bom ustrezal. Postopek je pravzaprav preprost. Nekaj podobnega, kot ko greš na krvodajalsko akcijo in pač daš kri, samo da je malce daljši postopek, pa nek aparat je še vključen vmes, nek dodaten aparat. Proces je potekal tako dokaj gladko, glede na to, da imajo tam super koordinatorje, ki vse poskrbijo za logistiko, za vsem skupaj. Parkrat sem se oglasil v Ljubljani, v hematološki ambulanti, tudi tam pri njih na centru, toliko da so še naredili tiste dodatne preiskave. Tiste injekcije, Neupogen sem si dajala nekaj dni prej in potem prišla na odvzem, sicer malo s strahom, ampak tam je čudovita ekipa, ki skrbi za darovalca. To je tudi ena zelo lepa izkušnja, moram reči. Če kdo razmišlja o tem, da ga bo to preveč bolelo ali pa nekaj v tem smislu, to sigurno ni nobena ovira, da se ne bi ljudje za to odločili. Vpis v register je pravzaprav pri meni pomenil tudi odločitev, da bom darovalka. Ne razumem, da se kdo ne bi odločil za to, ravno zaradi tega, ker se vsedeš na stol, 3 ure sediš za stolom, dosti kratče dlje časa sedimo na stolu. Pač imaš tiste roke narazen, 2 kanili v roki, kar pa tudi ni taka stvar. Pa reši s tem nekomu življenje. Ja, ta izkušnja je bila v bistvu nepričakovana. Nekako sem naenkrat vstopila v meni neznani svet in mi bogati življenje. Zelo prijetni občutki, da lahko nekomu pomagaš. Tudi ne da se opisati z besedami, občutek ga lahko tisti, kjer je res darovalec. Čutim povezanost s to osebo na nek način. Najbolj sem jo pa občutil mogoče tiste po pol leta, ko sem imel tisto kontrolo v Ljubljani, ko tudi zveš, če je bila presaditev uspešna, kako se je ta pacient odzval na tvoje celice. In tisto res bil nepopisen občutek, ko so mi povedali, da je zdaj v redu, da je bilo vse skupaj uspešno, da je zdaj zdrav, v bistvu ozdravljen. To je bilo vredno vsega. Zvedel sem samo, da sem določeni ženski iz Evrope daroval. Čez leto dni po darovanju sem dobil podatek, da je ženska preživela in da je zdaj zdrava. Lahko bi se zanimal konkretno, potem bi Slovenija donor kontaktirala to prejemnico, če me želi spoznati, ampak sem nekako se odločil, da prepuščam to tej prejemnici. Če bo htela mene spoznati, bo pač ona mogla narediti prvi korak, drugače pa mi ni pomembno, komu sem pomagal, glavno, da sem. Glavno sporočilo mladim ljudem je, da naj razmislijo in se vpišejo v register, ker nikoli ne veš, kdaj lahko komu pomagaš. Če so zdravi in so pripravljeni, recimo pomagati nekemu sočloveku, da se pač vključijo v register Slovenija donor, in seveda, če se vključijo, da so potem pripravljeni darovati krvotvorne matične celice, ker je to pač pravzaprav bistvo vsega. Mlajši si, večkrat v življenju imaš priložnost rešiti nekomu drugemu življenje. Če bo kdo lahko komu pomagal, ne se vkoreži, pa ne gre. Ker to bo spremenil ga bo.
njegovo razmišljanje in njegov pogled na vse.